Kava s Červekom. Drage dame in gospodje, dobrodošli na še eni kavici s Červekom na Radio 1 in danes sem res počaščen, da je z mano glasbenik, ki ustvarja že preko 50 let. Njegove skladbe so že ponarodele in je, lahko rečem, z mojih koncev, ampak do tega bomo seveda še prišli. Vlado Kreslin, dobro jutro. Dobro jutro. Za vsakega prvo vprašanje najprej isto. Ja. Kakšna je tvoja jutranja rutina? Veš kaj, najprej malo se razmigam. Ja? Malo se razmigam, potem si pa naredim svoj zajtrk. Zajtrk? To je zmeri vsako jutro? To je vsako jutro, ja. Kaj pa kavica? Veš kaj, kavico sem nehal piti. Čaje si zdaj delam, ja. Čajčke? Kavico sem nehal piti, ker se daješ, mislim, tudi ne kadim, ne, in če ne kadiš, če nehaš kaditi, pol kava zgubi dosti na svojem pomenu, ne, šarmu, ne. Tako zdaj bolj na čajih, pa nabiram te razne bezge, pa mete, pa to kombiniram, pa koprivo, pa nekaj. Sam nabiraš ali? Ja, seveda. Lepo. Mi sva se prav dogovorila za čajček, zelenega, ja. Za zeleni čajček, kar tudi naš DeLonghi Dynamica Plus naredi, skuha vodico in to je to. Greva na sam začetek, Vlado. Pri tebi je že toliko kariere, da greva res lahko v sam štart. Me zanima, kakšen si bil kot otrok, preden je prišlo do glasbe? Veš kaj, zdaj ti moram tako povedati. Ko smo malo starejši, se nam realno tako meša z domnevnim, z imaginarnim, da ne vemo včasih, kaj je bilo res, pa kaj ni bilo res. To mi ne boš verjel, to je res. Ja? To mi že več ljudi povedalo in to je dokazano in tako ne. Da ne veš, čakaj, sem bil jaz tam, ali sem to sanjal, ali se mi je sam zdelo, ali pa sem si želel tako močno, ne. Ja. Glej, vsi, ko se podobno vprašanje postavlja, ne, pol skoraj vsi odgovorimo, ne, sem bil divji, sem bil neokrutljiv, sem bil veš. Noben ne reče, sem bil tam bošček, priden sem tam čepel zadaj, pa veš, ne. To noben ne reče. Ja, ne. Se pravi, da tle nekaj ne moreš štimati. Nismo vsi bili, razumeš? Ja. Nismo bili vsi bad guys, ne. Ja. Čeprav bi pol vsi radi bili bad guys, ne. Zmeri, ja. Tako da sem jaz, ko sem se nekako do tega spoznanja dokopal, sem nameraval iti k moji ljubljeni, dragi profesorci v Beltincih, ki nas je učila slovenščino, veš. In da bi vprašal, kakšen sem res bil. Ja, res. Raziskovanje. Da bi dobil, mislim, da objektivno sliko, ne. Ja. Ker vem, da je nekoč rekla, da sem imel zelo dobrega prijatelja, enega Štefana, je rekla, Štefan je zmeraj tako poslušal, Vlado je pa zmeraj begal po razredu, ne. In sem hotel raziskati. Ja. Ampak pol sem bil prepozen, je že umrla, ne. Ja. Ampak glej, mislim, kakšen sem bil zdaj približno, koliko se lahko realno. Pa se deva zlagati, kaj? Ne, to ne. Veš kaj, verjetno, da sem bil zelo radoveden, zelo hlepeč po svetu, ker sem, dost bral, to smo itak brali vsi te Zangreje, Karl Maje, vse to, veš, ne. Ampak poleg tega smo imeli navado kot otroci, veš kaj smo delali, to je zdaj neopisljivo, da smo si zapisovali registrske številke avtov, ki so prišli skozi vas. Zanimivo. Si imel takšen zvezek, si imel, ne? Ja. In si čakal na cesti, Murska, MS 13/14, ne? MS, MB, množe večjo ceno, MB Maribor, razumeš, ne? Včasih si imel dvojni V, Vijen, veš, Dunaj, veš, to si to imel, ne? Glej, takrat, zdaj govorimo leta 60, veš, ne. Pa je bilo dosti avtomobilov že? Ne, ni bilo, seveda ne, seveda ni bilo nekaj, tudi že makadam bil še takrat, ne. In smo se zapisovali, že to je bila ta želja po, razumeš, po tam, ne. Potem sem si jaz zapisoval naslove pesmi, veš, niti, ker takrat je bilo zelo težko priti do muzike, predvsem do rock'n'rolla, do tega, do Beatlesov, do Stonesov, to je bilo težko takrat. To si slišal na Radiu Zagreb, ena oddaja bila ob 12, ob 3 je bilo na ÖRF, pa Radio Koper je imel eno oddajo ob 5, veš, ne, kjer je bila res rock'n'roll, ne. Ja. In takrat vse, ko sem naslove slišal, sem se naslove zapisoval. Tako sem imel takšen debel zvezek naslovov pesmi. Pol tistih pesmi sploh poznal nisem, veš. Ne moreš verjeti.
Tako da smo bili, ne vem, takrat smo bili zelo radovedni, pa veš, smo hoteli, ne. To sem verjetno bil, ne. Zdaj, okej, to, da smo s tem prijateljem po noči skakali skozi okna in šla na Muro ribe loviti in da sem z doma šel, pa v cirkusu prespal, pa me ni bilo doma, pa so vsi mislili, da sem utonil, pa te stvari verjetno imamo več ali manj vsi, ki imamo v glavi kakšno povezavo s Tom Sawyerom ali Huckleberry Finn to, kaj bi rad, veš. Vsi smo bili malo taki, ne, verjetno. Tako da, ne vem, le. Ma glasba je bila pa skozi prisotna, ne? Ja, glasba je bila, to pa ja. Največ sve, to sem mogoče pozabil. Glasba je bila zato, ker sem v bistvu odraščal v gostilni mojega deda, kjer pač je bila ogromna krčma, mislim, restauracija, ki ne samo, da je bila gostilna, je imela kegljišče, je imela gledališko dvorano, pazi, gledališko dvorano, mesnico, ledenico si moral imeti, ker si led shranjeval in tako naprej. In tam se je dogajalo, tam je bilo rock and roll, tam je beltinška banda igrala ob sobotah in nedeljah. Ta, s katerimi sem jaz 50 let pozneje igral. Veš, oni so poligrali in moj ded včasih prijel bajs in to, ne. In kegljišče in tam skozi sem bil tam around, ne. Poleg tega, da je moj foter imel kitaro doma, ker tudi nekaj igral, mama je pela pri folklorni skupini, veš, te ljudske. Pol smo, veš, pa smo odraščali, pol smo peli pač Majdo se peje, Gabi Novak, vse te šlagere, veš, ne. In muzika je bila skozi, ne. Na Wikipediji piše, da začetek tvojega ustvarjanja z glasbo je pa 1970. Je to res? Ja, ne vem zdaj točno, ampak gimnazija to, čaka, ne, gimnazija, ja, ne, se že, verjetno že malo prej. Ampak konec osnovne šole so fanti naredili ansambel, takrat se je reklo ansambel, ne band, veš. Takrat je bilo VA. VA je bilo v Sloveniji, vokalno strani ansambel, v jukeboxu pa v teh revijah rockerskih, hrvaških, srpskih je bilo pa VIS, vokalno-instrumentalni sastav. Mi smo bili VIS ali pa VIA, ne. VIA, Apollo, pač fantje so imeli band in jaz sem tam začel kot bobnar, ki sicer nisem imel bobnom, sem si pa sposojil od vaškega bobnarja tisti en boben, s katerim je on oznanjal, da cepijo krave, da veš, da se bo po vsaki vaji nazaj odnesel, veš, en boben. In po enega tipa smo imeli, ki nas je učil, Bakanov, Tonček. Sem rekel, kako ne zdaj vadim samo s tem bobnom? Pa on je rekel, on je pa študiral jazz, v Gradcu, pol pa Berlinu, veš, bil pa klasa, ne. Je rekel, Vlado, ne skrbi, glej, ti z nogo tako špilaš, z levo to in to čez kot počineli. Pol pa samo, kot jaz te gledam, a veš. Tako da sem jaz po zraku tokel, ne, je rekel, saj jaz te gledam. To so bili začetki, ne, pol smo špilali tam, Creedence Clearwater Revival, enkrat smo v cerkvi špilali za Škofa celo, pa tak naprej. Kako pa pol do kitare prišlo? Ja, kitara je bila doma, veš, pa sem malo break. Oziroma preko četa? Ja, mislim, ne vem, če moče kaj kazal, so me bolj fanti kazali. Pa v Murski Soboti en band, Špirit 2, pa v Ljubljani prvi band, drugi band, veš, tako greš naprej. Ja, si pa v bistvu 10 let in si že zmagal na Slovenski popevki takrat, ne? Ja, veš kaj, ja, seveda, ja, 80. To je kar hitro, bi jaz rekel, za tisti čas. Ja, gled, takrat sem bil v malo večjih bendih, Horizont, smo imeli 2, 3 hite, Avantura, en band in smo posneli zelo ne strateški, pač Aleš Strajnar mi je rekel, no, nam je Aleš rekel, da ima fajn tam en priznani kitarist, akademik. Aleš, ki je sicer igral tudi v rock bandih, že v 60-ih. Pa pri Mladi levih, pa mislim, vse to, veš, to so legenda tipi, ne. Da ima en krasen komad, če bi jaz to zapel, ne. Pa sem šel tam nekam v plac, ne vem, kam smo šli, no se zašpevali, to je bil Danes končnih sanj. Danes končnih sanj. Sem rekel, lep komad. In smo ga posneli. Nakar ga ni bilo ven eno pol leta, pa sem pa nekoga srečal, sem rekel, kje je zdaj ta komad? Ja, da ga ne slišim nič, ne. Ali ga lahko imam, na kaseto mi ga postavim, tega, veš. Ja, ne morem, ker bo šel na slovensko popevko, veš. Ker bo šel na slovensko popevko. Sem rekel, kako na slovensko popevko, pa jaz ne pašem na slovensko popevko, jaz ne bi glih šel, veš.
Jaz sem takrat bil v rock bandi, ker sem šel na slovensko pevko, prosim te. Je čuden preskok, ja. Ampak je bila slovenska pevka napovedana za 4. oktobra. Jaz sem pa dobil 3. 2. Jaz sem dobil pa za naslednji dan po slovenski pevki poziv v vojsko. In pa sem vso svojo frustracijo usmeril na to vojsko in sem rekel, tisto me smuk ne briga, kaj se bo prej dogajalo, grem na popevko, ok, grem, ne. In že tam sem bil precej euforičen, pa z glavo drugje, ne. Ampak sem dobil prvo nagrado mednarodne žirije, ne. Ja. Tako da je ta pesem res lepa in je ostala, glej, do zdaj, mislim, še zdaj jo igramo in... Ta pesem, ki jo tudi mi na radiju zavrtimo in ki jo slišim, jaz dolgo nisem vedel, da je to toliko stara pesem. Ja, ker je še danes slišati, kot da bi jo... Moderna kostomata. Ja. Moderna kostomata, res. Krasen komat, krasen. Je res nekaj posebenega. No si pol, če smo v 80-ih, eni tukaj pravijo, da v 80-ih je bila narejena najboljša glasba nasploh. A se strinjaš s tem? Ne, seveda ne. Ker dejansko tudi mi, mlajša generacija, jaz sem v 90-ih rojen, 80-ta poznamo vsi. Ja, zato, ker ste ta generacija, veš, mislim. Zato, ker ste 20-ih rojen, eno naprej poznaš pač, ne. Ja. Jaz tudi poznam 60, pa sem še bil zelo majhen v 60-ih, veš, mislim. Zdaj, glej, kaj je najboljša, to zdaj sploh nerelevantno govoriti. Dejstvo pa je, da se je rock, če govorimo o popularni glasbi, o rocku, to se je rodilo v 60-ih, se to ustvarjalo. Ja. Potem se je samo recikliralo, veš, mislim, pač, da to moramo priznati, mislim. Tudi zdaj se reciklira. Ja, itak, normalno, da se, zdaj se še bolj, ne. Ja. Ker že vse zaigrano, mislim, praktično. Ja, v bistvu. Moramo priznati, da se je pa to, glej, ko so Beatli ven prišli, kaj tazga še nikoli ni bilo. Ko je Dylan prišel, kaj tazga še nikoli ni bilo. Ko so Stonesi prišli, kaj tazga še nikoli ni bilo. Tako moramo gledati, veš, mislim, če tako zdaj mislimo, ne. Kdaj se, važno je, kdo se je z nekaj izumil, ne, tisti, kako je, veš, mislim, dobro recikliral, mislim, ne. Seveda pa valjda, glej, mislim, to je tako ne, to je v bistvu človeško, ne. Najbolj ti je všeč tista muzika, ki si jo poslušal, ko si bil mlad, veš. Ja, to je pa res, ja. Ker tako, ko si pri 17, pri 18, te en komad, te spodsekati noge, veš, mislim, valjda. Da ne govorimo, če si še zaljubljen, veš, pol je gotovo, mislim. Pol je konc, ja. Valjda tiste komade vsi imamo tle noter, mislim. Ja, to je res, ja. Veš, zato so pa ti zdaj remake vseh teh starih bandov in to, ker pol zdaj ljudje so stari 50, 60, zdaj on band pa spet igra. On band moje mladosti spet igra. Valjda imajo vse razprodane turneje, veš, mislim. To je človeško, mislim, ne, tako da, kdo je bila najboljša muzika, mislim, veš. V vsakem obdobju je najboljša, mislim, ne. Je pa res, da Venik se je nekaj novega ustvarjal, Venik pa malo manj, ne. Ja, to je pa res, ja. No, v 80-ih je bilo tudi zate, se mi zdi, da kar plodno, ne, Martin Krpan. Ja, Martin Krpan, ampak glej, mislim, nismo nič kaj roko na srce novega zmislili, mi smo, veš, mislim. Res, da smo imeli energijo in smo imeli dobro muziko, ne, samo to, da še ne pomeni, da smo nekaj izumili, ne. V 80-ih je pač ta novi val, punk je že malo mogoče usihal, ne. V 80-ih se je zapomnil dva benda, veš, mislim, si se že v začetkih začeli, naprimer, The Smiths pa Azras, to sta meni dva benda teh, kaj, 80-ih, naprimer, ne, ki sta bila drugačna, ki sta bila wow, veš. Ampak pravim, vsak ima svoje, mislim. Kako se teh časov spominjaš? Sam Martin Krpan. Ja, glej, najprej, meni so se začela začela z vojsko. Veš ga, mi, ki smo bili v JLA, mi imamo življenje pred vojsko in po vojski. Ja. To je velika razlika. In tudi vojska imela veliki vpliv na vise, pa na VI-ja, ne, se pravi, na vokalne ansamble, na popularno muziko v celi Jugoslaviji. Ker, ko je band začel špilati, ko je zaklapal, je šel en vojsko. Ja. In ko je nazaj prišel, je šel drug, veš, tako da je pol band šel odijo, ne, ponovadi, ne. To ali je šlo več ali manj slučajno, ali so pa namerno jemali, naprimer, kot so bili v Dugmetu vzeli koga vojsko, veš, kot so bili malo preveliki, pa tako naprej. Ja. Tako da jaz sem pol z vojske prišel, ko si z vojske prišel, si bil eno leto najprej dehidriran popolnoma, da si vsem prišel, veš. To moraš vedeti, ne. In pol 82 sem se jaz, sva se sprijateljila z Maskom Žanom in sva imela en band. Sva posnela par komadov. En od teh, ki je ostal, je Spet doma, pa S prstem gre skozi lase. Ostali mogoče manj znani. Potem sem pa se preklopil v Martinu Krpanu, ne.
Te prve zasedbi, s katere smo potem posneli Od višine se zvrti ploščo. Ne. To je najbolj znana. Ja, potem dobro, pol je Klinar šel v Agropopo in pol se je malo to izmenjali člani in pol je prišla ta druga plata Bogove novce. Ne. To smo pa že konec 90-ih. Ja. Mislim, ogromno smo nastopali takrat. V začetku je to bilo zelo romantično, moram priznati. Ne. V začetku smo Martin Krpan, to si ne moreš predstavljati. Smo bili to low budget, ne, nismo delali nobenih coverov pa tega, razumeš. Mislim, tu pa tam smo kaj zaigrali, to je res, sicer, ja. Ampak glavno smo delali svojo muziko, ne. In zdaj ta svoja muzika, veš, težko je to takrat, ni bilo tako easy kot zdaj, veš, ker gre hit ven, single se proda na 60 postaj v enem dnevu, čez en dan je, posnameš in tako, to, da ne govorimo, čez 2 dni je že hita, veš, slovenski, ja, ker nažalost ne gre čez, ne. Posnameš lahko doma, takrat si do posnetkov prišel, veš, moj foter poje, mislim, jaz pojem, moj oče je kupil črno kitaro za prvo plačo. Jaz sem pa posnetek dal za prvo plačo, črne kitare, veš, mislim, to je bilo tako drago včasih, veš. Ni bilo kar tako lahko. Običajno si pa itak na radiju snemal, ker si dobil pa samo 4 ure, ne. 4 ure, v 4 urah sem moral posnetko imati in ga zmiksati. V 4 urah, Drugače pa smo svojim cashom pač, ne. Jaz sem glavno financiral vse te projekte in svoje in to je bilo kar zahtevno, ne. Tako da smo Krpani rabili par let, da se to Od višine se zvrti je bil komad 2 leti zunaj, pa še ni bil hit, veš. Preden se je zagrabil. Tako da smo se mi se pelali, enkrat se spomnim, smo šli na špil, na koncert v Koper z avtobusom, pazi. Kitare, bobni, vse na avtobus, ja. In potem smo zamudili avtobus za nazaj, ker smo predolgo špilali v enem baru, kjer je bilo 6 poslušalcev, razumeš, noro. Potem smo prespali v nekem grmovju zjutraj, eni so šli zjutraj na avtobus, ker avtobus prepoln, z drugim pa nazaj. Pa še z enim avtobusom, skratka, 2 dni smo s tisto robo domov vozili. Mislim, to je bil takrat standard, pazi. Zanimive stvari. Mislim, hočem reči, koliko je dolga pot bila od tega, do polnih dvoran, ne. Ampak vam je pa uspelo, da ste pa igrali tudi skupine R.A.M. pa Dylane, to je pa noro. Rory Gallagher smo igrali. Rory Gallagher je bil takrat kultni, že v 60-ih, kultni irski kitarista, veš, mislim. Ja, se pravim, A si spoznal kakšnega od teh članov ali pa Boba Dylana? Dylana ne, R.A.M. seveda, ja, smo se pol sprijateljili, ker Rory Gallagher smo tudi govorili. Ja, Dylan, težko do Dylana prideš. Ja, to sem prebral že v enem intervjuju, da si rekel, da ne obstaja. Ja, sploh smo 2-krat igrali pred njim. Ja. Več pa to, noben sploh ne vidi, kako je na oder prišel. Nekaj je na odru, mislim, noro. Fascinantna tip, mislim, absolutno. Kako je bilo pa pol, ko je komad Siddharta Od višine se zvrti na novo posnela? A je bil to večji boom, kakor sam z Martin Krpan? Ja, ne vem, v drugem času, vsekakor v drugem času. Veš, mislim, v drugi formi je komad ni drugače, ne, absolutno, ne. In je spet mu dal komadu, mu je dal novo kri, ne. Ja. Veš, mislim, včasih mi ljudje delajo dosti prered, pa to, pa mi pa kaj pošlejo, pa veš, pa so take ene drugače, ne. Pa včasih kdo pravi, joj, pa to skoraj ne bi smel dovoliti, pa ko so pa, da so popačili, pa ne vem kva, ne. Pa se mislim, da vsaka cover, vsaka predelava je v bistvu kompliment za pesem, ne. Ja. Mislim, pač oni si tako, veš. Sploh če dobro rata, ne. No, okej, če dobro rata je to za njega, sploh tako dobro, ne, ampak če oni tako dojemajo in je malo bolj skromno narejeno, mislim, kaj če. Ja, pa ne, ja. Jaz se te že kaj otrok spomnim, ko sem, ne vem, ob kakšnih sobotah ali pa nedeljah zjutraj gledal, ko je bil na televiziji Čisto pravi gusar. Ja, to je ta generacija. To je pa tudi, že skladba je nekaj posebenega, tudi noter si zaigral v te, dajmo reči, na polseriji oziroma filmu, ja, ne? Veš kaj, Krpani smo meseli, da smo noter ko ona dva prijeta, v disku, turisti, mi smo tam, še en čas igramo, pa politiko meseli. Ja, glej, to je bila hit serija takrat, ne, mislim.
Pa res je lepa, ne? Ja, res je lepa in zanimivo to, da sem jaz pol to gledal z mojimi otroci, ne? In je tako pravilno je narejena, da otroci štekajo, stari pa malo težje. Ja, veš? morda, ja. Jaz sem bil toliko star, sem rekel, čakaj, kdo je zdaj kdo tu? Čakaj, ja, oča, kaj ne razumeš, ne? A veš, ne? Zelo simpatična serija. Komad pa zelo podobno kot Danes končnih sanj. Ja, v bistvu, Po toliko letih, ta je malo mlajši, ta je po mojem z 78, z 87, 88. Zdaj ga vmes, zdaj dolgo niste igrali in ste zdaj začeli Sploh ne, nismo ga igrali nikdar, dokler ni bil v oni reklami. Ja. In zdaj ga spet igramo, gledaj, prijemo na Castle Festival, Rock Festival, 10.000 folka in zdaj igramo tako mati folk, wow! Zanimivo, ne? Ne, meni je bila res tisto dobra fora, ker nisem te prepoznal, ker pač otrok, ne? Ja. In potem sem mi rekli, pa to je Vlado Kreslin, jaz tako, ne, on je rocker, ali kaj, wow. Ja, ne, samo gledaj, to je dokaz temu, o čem smo prej govorili, ne? Ja. Mi tega komada nismo igrali zato, ker sem jaz zdaj pač mladinski, otroški komad, mislim, kaj bi za to igral, veš, mislim, vse naše pravljice, pa kaj je zdaj to. Ampak zdaj ta preskok. Zdaj pa točno vi, ki ste bili otroci, ste zdaj stari 40? Ja. Prosti, ne vem, koliko ste, ampak 30, v redu. ne, podmali ti, ki so 40, so še bolj not, ja. Kaj vidim, ja. In oni, veš, njim je ta komad všeč zato, ker so ga doživljali, ko so bili stari 6-7, ne. In se Tako da zmeraj, v bistvu, to je ta emocionalni čustven del, ja. reminiscence, ne. Tu se tudi moramo dotakniti. Letos boš obeležil okroglo, Ja. 70, ne? Yes. Moram kaj vprašati, se kaj pripravlja? Ja, isto, težko vprašanje. Vse, ja. Ker za okrogle je treba kaj. Ne vem, če to... To, kaj še mlaj postavlja ali pa kaj. Ja, mlaj, ne vem, če klik mlaj. Zdaj, ene te obletnice so prav malo obremenjujoče, ne? Zakaj? Je zato, ker se moraš nekaj zmisliti, ker moraš nekaj narediti. Glej, jaz sem imel tiste koncerte, moram se nekaj zmisliti, da bo primerno tej 70-letnici, da bo to malo wow, ne? Ja. Razumeš, ne? Tako da tudi bo, ne? Brez čas, ne? Dobro. Ja, na par projektov se pripravljamo, v bistvu, ki bodo malo šli v zgodovino, pa nazaj pa. Veš. No, lepo. Pa se počutiš toliko starega? Veš, kad noben se ne počuti. Ja, to mi je pa že par gostov rekel. To se noben ne počuti. To se počutiš, dojameš takrat, ko greš smučati in malo preveč drviš in ti koleno skoči ven ali pa glaga, veš. Ja. Takrat vidiš, čak se nisem, veš. Drugače pa ne, noben se ne počuti 80, 70, vsi se počutimo 30, skoraj sem 35. Še lahko. Ja. No, si to je dobro, ne? Že v štartu sem omenil, da imaš, se pravi, če greva tisto 1970 začetek glasbene kariere, leto se pravi pol to 53 let. Kaj se je v tem času, pa dajmo reči, da pol, ki si res začel delati, spremenilo v vseh teh letih? Pa dajva reči na bolje. Kaj je zdaj drugače zate kot glasbenega ustvarjalca? Ja, zdaj, veš kaj, ene stvari so boljše in slabše, ne, mislim. Ene stvari so za enega boljše, pa za drugega slabše. Ene stvari so oboje, mislim. Se povezujemo. Ja, veš, da. Glej, jaz sem nekje fan te osnovne humane demokracije, da sem stal na strani mini krila, razumeš? Ker se ga lahko vsak privošči, ne. Ja. Veš, Maxija si ni mogel vsak, ne, Maxi krilo je že stalo nekaj, ne. Mini krilo je bilo, veš, v tem smislu. V tem smislu je bil podoben, je bil punk, ne. Jaz so prvo rekli, akademski muzičari, pa to so samo 3 akordi, ne. 2, 3. Ali pa blues, ne. Why not? Pa naj igra vsak, mislim. Zakaj pa ne bi vsak igral, mislim, zakaj bi morali pa sami izbranci igrati, veš, mislim. Kot se mi podobno zdi, ko mi kdo pravi, ne, sem rekel, dobro zapoj zraven, ne. Ne, ker nimam posluha, pa nimam glasu. Kaj nimaš posluha, daj? Pa tudi, če nimaš, mislim, poj, mislim. Veš, hočem reči, ja. Važno, da poješ, se ne greš delati izpita na akademijo, mislim. In zdaj v tem smislu je tudi verjetno, je tudi to, da lažje do posnetka priješ, ne. To se mi zdi fajn, ne. To so dobro. Prav gotovo, ker takrat veš, takrat ali si so bile pogoji finančni, ali veze, ali vse neke mutne, veš. Ja. Zdaj pa to, da lahko vsak posname, se mi zdi fajn, zakaj pa ne, veš, ne. Zdaj pa itak pol eno stvari ostane, ene pa gor priplavajo. Ja, točno to.
Zdaj, seveda je pa razlika v tem, da takrat je muzika res spremenjala svet, mislim, to moramo vedeti. Ja. Mislim, zdaj, ne govorim samo o Imagine, govorim o marsičem drugem. Danes je toliko vse razpršeno, toliko je vsega, Ja. da muzika je še zdaj, kaj so vata, mislim. Moraš iskati, da najdeš tako, Ja. da se te dotakne. Ja, mislim, tudi je preveč, ne. Ja. Mislim, tega šundra, veš, mislim, hočem reči, verjetno vsi bežimo od tišine, ne. Mene včasih narodno, ko me na intervjujih vprašajo, kakšno muziko poslušam, ne, pa mi narodno reče, da nobene. Mislim, skoraj, no. Ko imam doma popolno tišino, razumeš. Ja. V avtu imam muziko, ali pa če namerno, ko mi kakšni frendi pošiljajo CD-je svoje, pa to pol valjda poslušam, ne. Ja, to je. Ampak hočem ti reči, dalje živim v tišini, ne. In glej, dan današnji svet, kot da se bojimo tišine, glej. Ti priješ na počitnice, greš na plažo in ti drma tam ven z onih zvočnikov veliko. Ti greš na smučišče, Tudi. sneg, mir, božansko in ti priješ v dvigalo. Mislim. Ni mera, ja. In tako da ne bi hoteli biti sami sabo, veš, ne. Tako da me do neke mere, a veš, vsa ta šunder, ki se predstavlja za glasbo, moti, mislim, dostikrat, ne. Veš. Ej, pa se zavedaš, da si z komadom tista črna kitara sprožil, da zdaj vsak, ki dobi črno kitaro, zmeri pomisli nate. Ja, Vsi rečejo takoj, meni so 1 leto nazaj kupili črno kitaro, je bilo tako tista črna kitara. jaz sem tudi nekomu z vašega radia podpisal na črno kitaro, saj jakam sem domov, on zdaj izdal To komu. je, Veš, kaj večkrat mi prinesejo kitaro, pa podpišem pol, ne. Zdaj, bil pa ganljiv prizor, lani, zdaj decembra na koncertu, je prišla ena družina s Prekmurja, mislim, da imajo več, ne vem, če 2 ali 3 sinove, in sem jih srečal enkrat, v Prekmurju sem jih srečal. Ne poznam jih. In so mi rekli, so mi predstavili tam avka, ki me je tako več gledal, me je v trgovini, tako ne, da on igra črno kitaro, ampak na črno harmoniko igra. In pol sem izvedel, da so prišli na koncert v Cankarju. In sem pol, ko sem vzel črno kitaro, ne mojo, ampak mojega očeta, veš, ono, ta staro, ki ima tle šrofe, mesto onih gumkov, veš, šrofe, one križne, pa vse to. 70 let isti šrajt je. Ti jaz novno zaigram, pa sem rekel, da tle med nami je pa en fant, ki igra črno kitaro na črno harmoniko. In je malo vstal, veš, in je bil ganjen tako maksimalno, ne. In on ima črno harmoniko, pazi. Z povezavo na je še zmer povezava. Ja, pač okej. Dosti daš tudi na tradicijo, ne? Sploh iz tvojih koncev in igral si in igraš z Beltinško bando. To je pa, sva že tudi v štartu malo povedala, da je povezava od doma. Seveda, valjda. Veš, to je bila ena velika stvar v Beltinci. Mislim, Beltinci je zelo muzikantski kraj, glasbeniški, kako bi rekel, ne, oni so igrali, lej, te gospodje, bratje Kociper, to je bila ena muzikantska familija. Oni so igrali v naši gostilni po prvi svetovni vojni, pa vse okrog, pa folklor in tako naprej, Miška Baranja zraven in to. In Tone Krajner. In z leti, več, ko odraščaš, ne, zdaj ti pravim, ko sem jaz slišal leta 65, Rolling Stones, meni se svet obrnil na glavo, to je bil en zvok, se ne gre samo za glasbo, to je bil en odnos do sveta, to je bil, veš, to je bil I can't get no satisfaction. To je to, ne? Wow, jaz tudi ne, veš, mislim, ne, veš, gre za to, ne gre samo za melodijo. Ja, začutiš, res. Gre za, kako hoče povedati, mislim, to je pa moj svet, veš, tja, ne, mogoče je tam nekje, mogoče ni glih tle, ampak nekje pa je, veš, nekje je. In pol z leti, a veš, pa vidiš, da tam poleg tebe pa živijo eni stari gospodje, ki pa igrajo opasno muziko, ne, veš, ono, in pol mi je to veliki kompliment bil, da so oni si želeli z mano igrati, veš. In moram reči, da smo, zdaj gledam včasih te slike, ali pa se kaj prikaže kje na kakšnem videu,
da so to bili eni najlepših dni v mojem življenju, veš, ne, in moram reči, da so me imeli radi maksimalno, da me je redko kdo imel tako rad, veš. Jaz pa njih, mislim, veš, vsak koncert je bil na robu sols, mislim, res ono. Ja, pa si jih tudi že kot otrok rad poslušal, ali je bila pa vmes pol ta, da rečeš, ma ne, to ni za Ja, me? seveda, to je bilo Je, vmes. ne? Glej, mislim, sem jih, ko sem hodil z mojo mamo na te folklorne nastope. Ja. Ko sem bil majhen, sem seveda poslušal, ker mama me je večkrat vzela s sabo, to so hodili na folklorne festivale, na pustovanja. Ja. V Cerknico res da ne, vem pa na Ptuj večkrat, ker pač bliže je bilo. Bliže je, ja. Zagreb, v Opatiju, ne vem kam, to je to hudo. In pol so oni špilali. To mi je bilo, verjetno mi je že takrat prišlo. S tem, da je naša spalnica mejila na zadnjo sobo naše gostile in tam so oni že igrali. Jo. Tu sem jaz kot dojenček že Vse to slišal. poslušal malo tako skozi. Tako da verjetno mislim, ziger se ti to malo prijebate. Ja. No, ampak ko je bil rock'n'roll, pol seveda, pol rock'n'roll, pol Ja, mi tisto, ni bila ko zagrabe, ljudska zagrabe. glasba, mi ni bila valjda. Ampak pol s časom pa najdeš dosti skupnih točk, mislim. Se pol človek začne vračati k koreninam tudi, ne? Tudi, ja, valjda, pa v bistvu vidiš, da tisto neke sorte blues, tista muzika, veš, Ja. kar je, ne. Vsi so vence veli, pa to v Ameriki, To ko se sem kaj pozna. zaigral v kakšen klubu, so vsi dol padli, ko je to z enega komada. Ja. Še igrate, ne? Ja, zdaj seveda so ti gospodje omenjeni, so seveda pokojni, ne, moj oče je sicer živ, sicer zdaj zadnjo leto ne nastopa. Igrajo pa njihovi učenci, ne. Ja. Samo Andi Boštjan, Rose, seveda. Kako pa hodiš še nazaj kaj v Prekmurje, ker zdaj živiš že kar nekaj let v Ljubljani, Glej, ne? hodim zelo pogosto. Včeraj sem bil, ker je oče imel, predvčeraj imel 95 let. Wow. Tako da smo praznovali in hodim vsak 10 dni, vsak teden skočim, veš. To moram takoj zdaj, tu sva že tudi v mičkem začetku, ne? Takoj, ko je Vlado danes prišel, mi je rekel, a veš, da je tvoj priimek Prekmurski? To imam pa po očetu. Ja, moj oče mi je rekel, koga gleda, ne. Moj oče gleda televizijo, ne. Ja. Balažic. Pa kakšni Balažič? Balažic je to, pa to je naš človek. To je naš človek. Pergar. Pa kakšni Pergar? Pergar, to je naš človek. Veš, Se pravi, Červek je prekmurski. če bi moj fotor za tebe rekel, bi rekel, Červek. Pa kakšni Červek? Červek, pa to je Červek. naš človek. Se pravi, so v Beltincah prav, ne? Červek je seveda normalno. Meni je zelo žal, ker nisem tega nikoli raziskal, verjetno še bom. A to še boš, to te še čaka? To še pride, vse za nazaj. To je zdaj samo, da sem dobil potrditev. Sigurno. Tako kot sem tudi že rekel, tvoje pesmi so že ponarodele, sem pa zasledil, da so bile navdih za kakšne romane, tudi kakšen celovečerni film, omenila sva že Čisto pravi gusar recimo, in pa baje, da je nekdo že diplomiral iz tvojih pesmi. Ja, glej, Čisto pravi gusar nima veze z mojim. Mi smo samo tam en delček. aha, okej. Ampak zdaj to, ko misliš mogoče roman Ferilanšček je nekako dolbo idejcu za roman Halga, to z Rožo, Ja. z mojo pesmijo Rožo in pol je potem nastal film. To je mišljeno noter tam. Okay. Drugače pa ja, seveda, diplomske, seminarske, vse živo to piše ljudje. V besedilih, veš. Prav pridejo do tebe in jim pomagaš. Ne, to ne, jaz jim pošljem kakšen material mogoče. Ja. Ne, v glavnem raziščejo vse sami, veš. Mislim, vprašajo me, če jim kaj ni jasno. Pa, A je kdo že kaj odkril, kar tudi sam nisi vedel? na meni se ne prebinam zdaj čisto vsega tega. Veš, mislim, ampak ja, verjetno je. Kako pa to, da je tvoja žena Eva tudi tvoja menedžerka? Kako to funkcionira? Pa se ni menedžerka. Ona večkrat založbo mava, oziroma svoje imena zdaj celo nima več. In če imaš založbo svojo, da sam izdajaš, ne, potem rabiš enega, da te papirje malo fura, ne, ker če bi jaz to fural, bi se slabo končalo, ne, ker sem zelo slab s temi birokratskimi stvarmi. To moraš pol urejati, moraš račune, to ono, kako davčno, to vse. Ono je ekonomist in v bistvu to ne leži, ne. Meni je bilo samo zanimivo, ko smo se pogovarjali, koga bomo imeli za gosta, Vlada Kreslina. Ok, a mi date številko? Ja, kontaktiraj njegovo ženo. Ona ima vse čez. Ja, veš kaj, pod založbo imamo. Telefonsko pod založbo in pol ona ima to na njo vezano, ne, tako da. In ona poreče, Vlado, zdaj greš na Radio 1. Ja, ona mi je rekla, da. The best. Je tudi zraven na koncertah vedno? Ne, kje Ne?
Kako pa je zdaj po tolikih letih še zmer hoditi po celi Sloveniji na koncerte? Lepo, mislim, to je najlepši del tega, mislim, kako naj rečem, veš. To, da stojiš na odru, je jagoda na torti, ne, veš, ne. Ostalo je tisto delo. Ja, ostalo je pa vse drugo delo, ne, veš. Tako da zdaj, ko priješ nekam, spoznaš tako krasne ljudi, veš, po Sloveniji, mislim, da jaz si prav beležim, veš, včasih ne vsakega, ampak če ne pozabim, kje sem bil in koga sem spoznal in vse to, veš. In srečen ljudi, veš, mislim, joj, Vlado, se spomniš leta 74, ko smo bili v oni kleti, ko smo ti špil zorganizirali. Ja, vi ste tile, ja, se spomnim, veš, te zgodbe, to je prekrasno, veš. Oboževalci te sigurno tudi prepoznajo, če greš v trgovino ali pa kaj podobnega. Ja, no, mislim, že zaradi klobuka, če grem s klobukom, ne. Če ne grem s klobukom, pa malo manj. Pa malo manj. Kaj pa ti je ljubše, da greš na oder, ne vem, z Malimi bogovi in je malo ta rockerska varianta, ali da lepo kitarca pa v easy? Kaj ti bolj sedi? Glej, to je Ker se mi zdi, da si rockerska duša. Ja, mislim, mislim, brezčas, ne. Toliko neprimerljivo, da oboje je fajn. Glej, ko ti sam, si popolnoma svoboden, veš. Obrneš, ne obrneš, se ustaviš, čisto en drug komad vmešaš, nekaj poveš vmes, veš, nekaj spomniš, eno bedarijo, pa veš. Ko si z bendom, je pa to, veš, pa moraš, si pa noter, Ja. v konstruktu, Mora pa tako biti, ne. skladbe, ne. Ampak Robert, tam so pa, tam je pa zadaj, wow, ne, tam so pa beki, tam je, veš, tam neprimerljivo v bistvu, ne. Baje sem tudi slišal, da, ko sva tudi omenila že, da doma imaš rad tišino. Ja. Da gresta pa ženo zelo rada malo se zapeljati. Da se v avtu dosti pogovarja. Ma ja, glej, saj se to se vsi, ne, verjetno, ne, itak, ne. Tudi na kje sva to omenjala, da ona ima dosti idej, da, veš, to pa res ima, ne, mislim. Zelo duhovita in kreativna, če to ni pejorativno. In mi da dosti idej, ne, tako da vprašam, kako bi ti to naredila, kako bi ono, ne. Ker, veš, če si sam zmeraj kreiraš vse, se dostikrat se ciklaš v svojo, ne, veš, nimamo vsi neke meje, ne, in one do svoje meje prideš in je fajn, da te nekdo včasih rukne, pa vam dariš spet nekam drugam, ne. Ja, mislim. To je isto v bendu, ali pa veš, ko delaš muziko in to je fajn, da nisi zmeraj samo sam, ne. In zmeraj je fajn imeti v sebi človeka, ki je, veš, ki je domislen, ki se ne drži samo, a veš. Ja. Pa je bila vmes kakšna, dajmo reči temu, kriza zaradi vsega tega nastopanja, da pol, dajmo to reči, zakonsko življenje malo trpi. Ker ob glasbenikih, ob vikendah vas ni, večeri, to ni za vsakega, ne? Ne, to mislim, glej, moja mama se je samo tega bala, da bi jaz bil glasbenik, veš. To je bila največja groza, ne. In glej, kaj naj ti rečem, ti bom zdaj probal citirati mojo taščo. Bo vesela. Ja, se to sem že, nekoč sem že tako, da ve. Ko se moja žena z mano poročila, ne, ki je bila precej mlajša, ne, je to izgledalo tako precej riskantno, ne. Veš, tam muzičar, pa cele noči okrog, pa veš, skozi gre. Pa veš, ta život je bolj tak, ne. Mi pa tudi nismo bili angeli zdaj nekje, veš, tam, ne. In tako, kaj jaz vem, po enem času, ne, ko so bila že poročena, pravi tašča moje žene. Ti, Eva, pravzaprav sem pa ugotovila, da Vlado v bistvu zelo zdravo živi. Ha! Kako to misliš? Rekla Eva. Ja, glej, prebrala sem v časopisu, da je največ ozona v zraku, najbolj zdravega tam zjutraj ob 5, pa ta karton domov prihaja. No, evo, pametna tašča. A si svoji ženi Evi kdaj prav napisal kakšen komad? Ja, v bistvu je za njo je verjetno stavo easy, po mojem. Ja, za njo je stavo easy, ker ja. Ne vem, nekaj sem nekaj po klaviru in je glih not prišla pa
kosilo, pa je tako fajn zadišalo. Je pa še stava in tako nekako. Se je komad sam naredil. Ja, en delček. Nedolgo nazaj sem tudi gledal film, kjer gresta skupaj z očetom malo skozi te stare zgodbe in to. Kako bi pa s filmom bil, ki je prijatelj? Ker jaz recimo bi lahko rekel, da bi bil igralec lahko. Znaš flirtati s kamero? Saj sem jaz igral v par filmih, pa v gledališču, na par predstavah. Se spomnim, da ko Đuro iskal glavnega igralca za Traktor rock'n'roll, tisto ljubezen, je prišel k meni in je rekel, da je hotel mene vzeti, samo da sem moj prestar za vlogo. Ja. Pa sem bil pa župnik tam. Ne, Ja. Glej, kdo je rekel, Blašo Gorevc, znani slovenski pesnik in publicist, je rekel nekoč, fajn je filme snemati, ko se zafrkavaš tam en mesec dni. Ne. Mislim, veš, zakaj je fajn nam filme snemati? Ker to ni naš primarni žanr. Ja. Ko smo mi glasbeniki in mi, če smo kje v filmu, nimamo te. Veš, jaz moram ploščo super dobro narediti. Ni pritiska, ne? Ja, ploščo moram narediti dobro, veš, to so dovoljne znamo, da film pa jaz tam gostujem, veš, in tam, ko si sproščen, takrat si dober pol. Ja. Veš. Kaj pa takrat, ko nisi bil sproščen? Ker verjamem, da v teh 50 plus letih si imel tudi kakšno krizo s kakšnimi skladbami, da pride blokada, da ne gre ven, ne gre na papir, ne grejo prsti prav. Ne spomnim se glih kakšne zelo No si to je dobro. egzaktne, ja, ne spomnim se. Ampak to je tiste blokade, mislim, zmeraj imaš tako malo, zmeraj nikoli ni na izi, mislim, nikoli ni na izi, ne. Ja, to je, se treba malo Mislim, potruditi. ja, nikoli ni tako, da zdaj to, kar mislimo, zdaj pa, veš, mislim, ti lahko imaš idejo, samo to moraš pol na papir spraviti, nisem na papir, to še najlažje, na traka, veš, kako, mislim, daj, to, kar smo prej govorili, da smo takrat snemali 4 ure na radiju, ne, ali pa pač v kakšnem drugem privatnem studiu, ne. Takrat smo imeli, mi smo začeli snemati na 4 kanale, pazi, koliko Beatlesi, 4 kanale. Kitara, boben, kitara, orle, pa to miksaš na prvi kanal, pa tako, ne. In to je bilo zelo malo možnosti, veš. Danes je teh kanalov neomejeno, lahko na 1000 kanalov to Ja, snemaš, kakor češ, razumem, ja. mislim, kako češ. In danes je tudi ta prekletstvo izbire, veš. Ja. Kakšen efekt damo tle? Kakšen efekt na kitaro? Damo, to se vse. Takrat ni bilo, takrat smo posneli in takšna kitara je bila. To je to, ja. Veš, da, to. to je bilo v 4 urah, veš. Ja. Ko je zdaj v bistvu teže, ne, ker imaš toliko možnosti, ne. Ja, res je. In čakaj, kako sem zdaj spet zaplaval iz katerega vprašanja? Ja, v bistvu sem vprašal, da če je bila tudi ta kakšna kriza. Ja, te blokade. Pa to, Blokade, ja. Tako da mislim, veš, zmeraj je malo ono, mislim, nikoli ne pride, hoče neče, ja. Zdaj kar bum, ne. Do končnega, od ideje do končnega je wow, ne. Kaj bi pa res Vlado Kreslin počel, če ne bi bilo glasbe, če ne bi bil glasbenik? Kam te je kje vleklo? Da, gled, sem bil učitelj, ne. Jaz sem bil učitelj in učitelj je velika stvar, veš. Učitelj biti, to se mi zdi skoraj največ, mislim, nekoga učiš, veš, kaj je to. Veš, to ti njemu daš, mislim, veš, ti njemu daš, te vrednote, ti ga vzgajaš ga, veš, mislim, on te spomniš svojega učitelja, ko si iz svoje mladosti se spomniš, kdo je bil res ta prav učitelj in kdo je bil malo slabši. Ja. On ti je Bog za tebe, veš. Ja. In ti si zona deca, si ti Bog in batina, veš, to je velika stvar, ne, to je odgovornost. Veš, učitelji bi morali biti stimulirani, to morali biti, bogovi morali biti, veš. Ja, res je. Če mi hoteli nekaj napraviti iz svoje družbe, veš. Mali bogovi. Ja, glej, učitelji bi morali biti najboljši ljudje morali biti učitelji. Ja. Ne tisto, ne vem, kam bi šel, grem pa za učitelja, veš. Kaj pa zraven počneš, ko sva prej rekla, da je tista tišina, ko ni glasbe? Rekel si, da jo ne poslušaš, nič, kaj potem delaš? Kuhaš? Ja, kuham ne, kuha žena, super kuha, mislim. Ni treba. Delam stvari, mislim, igram, to, ono, mislim, delam stvari, berem, mislim, svašta, ne, mislim, berem dosti. Ja, prav tako določeno vsak večer malo knjigo ali kaj podobnega? če To se je da? itak, ja, valjda, vsak večer, mislim, berem novelko, poezijo berem romane, berem, serijo, mislim. Družim se, hodim prek more, mislim, glej, ko izklopiš medije, je takoj do čas počasneje gre. Tako, veš, Ja, res je. če imaš pa vse prižgano,
Nama gre zdaj zelo hitro, meni gre z vsakim gostom. Vse luči prižgane. Ja. Kaj pa praviš glede glasbene scene v Sloveniji? Začela se je verjetno, če sva bila prej v tistih 80-ih, tam je bilo vse zapakirano. Jaz se tukaj zmeri spomnim na komad od Rock Partizanov, ne? Cela Slovenija je žgala rock. So bili takrat bolj preprostejši časi. Pol, kako se je to razvijalo. Če sva res samo pri glasbi tukaj. Ja, glej, mislim, 80-te so bila sploh v redu, ne? Če gremo potem naprej. 80 so bila, sploh druga polovica 80 so bila v redu, že zaradi družbeno, ko je vse je vrelo. Politično, vse je bilo super, razumeš, na boljše je šlo, vsi smo demonstrirali, vsi smo vedeli, da bo super, da bo, veš, da bo to enkrat zdaj, veš, konec tega monolita, ki je bil in tako naprej, ne. In smo spremljali vse te mladine, vse to, ko se je dogajalo, veš, vse je bilo fajn, ne. In je bila tudi muzika temu primerna, ne? Ja. Kaj pa zdaj, če primerjava? Ti je všeč ta glasbena scena, kar jo slišiš? Ja, ne, Slovenci je ogromno dobrih bendov, to moram priznati, ne. To fakat, to je definitivno res, ne. Ja, svet je pa takšen, kakor še je, ne, in se tudi odraža, to veš, mislim, zdaj, svet je tak, da sem prav vesel, da sem si spomnil pesem Vse se da, veš, ker se včasih tudi, da boš kar tako nekaj pozitiven brez vede, če so pa časi temni, veš, mislim. Težko je biti pozitiven. Ja, veš, zmeraj pri Krpanih sem zmeraj bil preveč, na drugi plati sploh, dajmo nekaj pozitivnega, dajmo, ne, veš, ne. In zdaj, glej, klepijo za enim pozitivno poročilo, mislim, zato, ker se ne upamo zjutraj odpreti medijev, da komu spet slišati. Ja, to je res. Ampak ta komad Vse se da naredi razliko. Kar nas malo potolaži, ne, verjetno, veš, mislim. Ja. A si dobil kdaj, prej sva tudi že omenila tistega dečka, ki je igral črno kitaro na črno harmoniko, ne? Še kakšno tako, da so prišli do vas, pa do tebe, Vlado, meni je pa ta skladba pomagala. Ja, to ga dobivam ful tega, pa pisem, pa veš, ja. Pisma? Pa pesmi mi pošiljajo, pa to, pa posnetke svoje, pa. Prav napisano pismo? Pismo, ja, napisano, ja. Svoje pesmi, ne, svoje, veš, kaj menim in to, ne. Posnetke. Ne, se to je fajn, veš, pol hodim okrog po kakšnih bolnicah, pa to, pa veš, pa te sonček, pa veš, ta mali, pa to, ne. Tega ogromno, ne. Vidim, kar mi je ful všeč, da se ne obremenjuješ s tem, da pač na nas puščaš nek vtis. Ja, že sam pri meni, veš, ker sem zvedel, da prideš, pa ker si bil prej klical, jaz tako, Vlado me klica, veš, pač neko veselje pride. Ja, če res pride, sem zelo počaščen. Ja. Če res pride, mislim, glej, mislim. Mene je še mama rekla, ker sem mi povedal vnaprej, koga bom imel, je bila sem tako, jaz sem ti prav fovš, da take fajn ljudi spoznam. Ja, glej, mama je verjetno moja generacija, bolj za to, ne. Ja, sem pač res tako. Ja, glej, fajn je srečati koga, da se ga veseliš, ne. Jaz sem včeraj srečal Rajta Šerbedževska, jaz sva prijatelja in sem se ga tudi njega razveselil, veš ga. Ja. Mislim, fajn je srečati koga, ki se ga veseliš, ne. Čisto simpel, mislim, veš. Dejva samo še to se že ves čas imam v glavi, da moram vprašati, kaj si pa naredil v teh, dajmo reči, rockerskih letih, najbolj tacga bad guy? Kaj je bilo kaj tacga, da lahko poveš? A je šel kakšen televizor skozi okno? Ja, to misliš? Ja, kakšne take, res. Gangsterske stvari. Glej, jaz si sam rekel, pač niso bila nedolžna leta, da vidimo, kaj bo zdaj kaj tacga. Pa da ne bo v Slovenskih novicah jutri. Jaz ne vem, če sem bil kdaj tako, da bi bil glih v to nasilen, to ne verjamem. Mislim, mogoče si kdaj bil, ko sem bil mlad, da si bil malo preveč poln sebe, ali kaj veš. Si taj drugač dobro, je bil ta moment pol? Ne vem, mogoče. Da si se kdaj dvignil, jaz sem pa Vlado. Včasih, jaz zavedno ne, ampak se ti pa zgodi, da ljudje samo čim
čim sem starejši, bolj ugotavljam, da to večkrat ni pri tebi, ampak pri drugih, da ti včasih rečejo, pa saj meni niti ne rečejo, ampak mogoče so mi kdaj rekli, da se komu zdi, da si zdaj ti, veš, da se nekaj delaš, kaj, ne, veš, pa se v bistvu ti ne delaš, ne. Ja. Veš, Da ljudje mislijo, da nekaj je. ti misliš, da te on ne upošteva. Ja, V bistvu nič proti tebi, ne, samo pač stran pogledal, ni tebe pogledal. Veš, mislim, To je malo ego, pol, ne? ja, pa mi imamo občutek, veš, me zaničujejo, ne, kaj mislim. Ne, se tu sem se skrenil, to zdaj nima veze s tem, ko si vprašal. Ne vem, če sem kaj tako, pojma, ne bi rekel, mislim. Glej, tam nisem bil zraven, ko smo špilali na Viktorjih, Lunanaj, Siddhartu in so oni razbili vse inštrumente, tam sem šel z odrac, ne, šalim se. Enkrat smo s Krpani bili v Sarajevo, z oni prvo zasedbo in so fantje bili malo neugodni v oni sobi, ja, nekaj tudi treskalo, sem pa moral plačati. Jaz pa enkrat z bobnarjem, joj, ti se je bila pa res nora. Ja, da vidimo. Ja, kakvi idioti smo bili, ko si mlad, si res mislim, te. Z bobnarjem, Horizont, Haludovo je bilo na Krku, to je bilo Playboy, eno zabavišče blazno, ne. Ja. Ker zdaj z Amerike bodo tja hodili, pa ne vem kaj, to je bilo tako ambiciozno narejeno, noro in tam so bili nightclubi in ne vem kaj vse. In tam smo mi špilali ene par dni in sva en večer v rano zoro, jaz in bobnar, šla do svojih sob in nam je bilo dolg cajt, verjetno je bilo dolg cajt, ker je bilo dolg hodnik in za njej zagledal gasilni aparat, pa sem rekel, glej, kako to fajn šprica, pa še on svojega vzel in sva pošpricala vse tisti hodnik z ono peno, ne. In potem smo na drug dan, škandal, ves honorar smo dali za čiščenje. Ojoj. Cel hotel smo pošpricali, idiota. Škoda. Zdaj kak... Vse to bilo treba da čez. Verjetno, ne. A boš z glasbo, oziroma, tako rekel, se boš upokojil? To so zdaj že tebe ta vprašanja. Ja, ne, imaš plan se kdaj upokojiti, pa reči dovolj, ali gremo igrati, dokler lahko? Ko sem zadnjič srečal enega Konstantin Wecker, je en nemški slavni kantautor. On je 175, pa sem ga vprašal, ali on mene podobno sedi. Mislim, da on mene vprašal, ja. Sem rekel, tako kot ti, ne? Pa boš nehal? Je rekel, ne. Sem rekel, seveda ne. Ptič poje, dokler poje, ne? Mislim, kako poje, kaj? Saj pa mislim, pa boš pač manjše prizorišče imel, boš pa igral za 10 ljudi, saj. Ne, veš, ker recimo Elton John napoveduje, da bo končal, pa gre na zadnjo turnejo. Ja, saj zdaj vprašanje, te zadnje turneje se pol čez 5 let ponovijo, pa to veš. Ja, to pustimo zdaj. Veš, ampak dobro, mogoče imajo razloge ljudje, mislim, zdaj, veš, kaj ti ne, zdaj, on imel tale Genesis drummer, kaj že bil. Collins je imel neki bolezen za referent. Ja, on je imel bolezen, zato je rekel, da no, pa da, ja. Mislim, zdaj. Kaj pa vem, gledaj, mislim, no. Pač, če ne boš pa doma, ne vem, nisem, gledaj. Brez veze tam razmišljaš. O tem brez veze, jaz upam, da bom zdrav in da bom, veš. Rebeka Dremelj me je navadila, da moramo od spodaj trkati. Spodaj, ker? Je zato, ker pošiljaš gor energijo, ne smeš dol. Ujeben tiš, to je New Age, to moramo paziti. Jaz sem se zapomnil, je bila tlej rekla od spodaj trkati. Res? Treba gor dati, ne dol. Dol je hudič. V redu, se bomo zapomnili. Dejva še to, kaj te letos 2023 čaka, razen te 70. obletnice, seveda osebne, kaj lahko še kje razkriješ, kakšno drobtinco? Bomo kaj dobili, kakšno novo skladbo? Ja, glej, ravno zdaj miksamo en komad, ki ga boste tudi vi dobili, ki je nekje referenca na Marko Skače in na Johnny B. Good. Ja, oboje. Ja, zelo dober. Rock and roll čisti. Odlično. Boš dobil? Tega bomo zdaj vendali. Mislim, pa imam še eno par skladb posnetih, krasnih, malo drugačnih. Tako da verjetno bo kakšen CD. Ampak glej, ogromno koncertov. Koncerti, ja. Mislim, zdaj letos vidim, da bo spet zelo živo, ker smo praktično že celo poletje zasedeni.
Super. Zanimivo, februara. Pol tiste največje, kar pač imamo, so te velike, veš, te Križanke, Lent, Cankarjev dom, 3x5. Tradicionalno. Pol bo verjetno kakšno gostovanje v tujini. Ja, pol pa spet, seveda ta obletnica, ta teža, tlele gor. Treba da čim prej stran pa bo, pa spet mir, 10 let. Tam se bo pol vrtelo nekaj, ja. Mislim, bo kar živo. No, super. Vlado, še zadnje vprašanje, spet za vsakega gosta popolnoma isto. Kakšen pa je tvoj popoln dan? Da je res najboljši. Da sem najbolj zadovoljen. Tako, najboljši možen. Morda se je tudi že zgodil. Najboljši je takrat, ko mi uspe napisati stih ali dva dobra, razumeš. Okay. To me pol izpolni, ali dobro, če je super koncert tudi, valjda, ne. Mislim, po koncertu mi je, po velikih koncertih na drug dan mi je najboljši. Ja, to je pa zmerno Ja, dober na film. drug dan mi je. To je pa res. Tako sem res, tako ne rabi nič. Ampak gledaj, najbolj zadovoljen sem, če najdem, veš, dobro mi ljudi, če najdem osnutek za komad, če mi rata nekaj. Poveže. Glasbe, ja. Glej, to se je enkrat z Džibonijem pogovarjal in je rekel, znaš šta je rekel? Zdaj bi jaz lahko še naštel, če mi žena, če se z ženo razumem, če se z otroci razumem, Tako, ja. Itak je to vse, ne? Ja. Če ti zdravnik reče, da si zdrav ko riba, ne? Je Mislim, tudi. Itak. Ja. Ampak to hočem reči, ker zdaj govorijo o glasbeni muziki, ne? Je rekel, Džibo je rekel, ti znaš, da sem, dober sem muž, dober sem otac, dober sem prijatelj, vse sem dober, če delam dobro muziko. Če mi rata v muziki, pol sem cool, veš, pol sem, ne? Se poklop. Ker mi smo, veš, naše žene pismo, ne, se ono vidijo, da kje so one, če so one na prvem mestu, na drugem, to je večna bitka, veš, ne. Mi tle, Nevarno območje. delikatno, veš. To je to, muzika in star štima. Če nam to štima, pol nam se štima, pol smo, wow. Če ne smo pa tečni, pa to ne poveš. In bom tako rekel, če tebi muzika štima, pol še nam štima in pol smo še mi avtomatsko Na, boljši. brez čas, ja. Mislim, In je to. To pa sploh fajn, ne. Evo. Vlado Kreslin, hvala, da si vzel čas za nas, za kavico oziroma čajček. Tle si rekel, ne? Dobar. Tako. Hvala lepa, že zdaj ti želim vse najboljše ob obletnici, da boš še dolgo za nas ustvarjal s takimi komadi, ki so inspiracija, tudi za nas, no. Še nekaj. Povej. Kam gledam? Ta je tvoja. Červek se v Beltencih reče červik, Kreslin se pa v Beltencih reče kreslin. Kreslin. Červek, Kreslin, evo, Tako je. out. Hvala lepa. Kava s červekom. Dobro. DeLonghi, perfetto, od zrna do skodelice.